Dobrodošli na posvetu sporočila znanosti o podnebnih spremembah. Podnebnih sprememb ne moramo več ustaviti. Politična govorica velikokrat govori o boju proti podnebnim spremembam, seveda ta boj je do neke mere izgubljen zaradi velike vztrajnosti, ki ima podnebni sistem. Tudi če ta trenutek prenehamo z vsemi izpusti toplogrednih plinov in ne pade nobeno drevo več, vse bodo podnebne spremembe še nadaljevale. To so del njih neizogibno. In seveda zaradi tega moramo razmišljati glede na te številne vplive, ki nas čakajo, da se nanje začnemo tudi prilagajati. Podnebne spremembe so danes že večkrat povedano izjemno kompleksna zadeva. Seveda gre nekako preko vplivov klimatskega sistema, ki se spremeni, kasneje se pa spremeni pravzaprav kot neka povratna zanka vse v naravi, in pa seveda zelo hitro tudi v družbi. Mi tukaj danes nismo bolj govorili o specifičnih vplivih, ki so seveda za vsako regijo drugačni. Celo v Sloveniji lahko rečemo, da bo vpliv podnebnih sprememb v Kranjski gori nekaj povsem drugega kot v Murski Soboti. Problemi, ki bodo zaradi tega nastali v nekem smučarskem centru, bodo drugačni kot problemi, ki bodo nastali sredi neke izrazito kmetijske regije. Seveda gospodarske vplive bi morali študirati zelo skrbno, tukaj nam pravzaprav manjka še znanja. Ne vemo pravzaprav vsega, kar se nam lahko zgodi in kar bo potrebno v prihodnosti spreminjati. Nekaj stvari pa že vidimo, ker nam vreme daje lekcije, podnebne spremembe ne prihajajo čez noč, prihajajo ves čas, že po malem, tudi letošnje poletje smo dobili nove rekorde, seveda v neko drugo smer kot lansko leto, ko smo dobili pa vročinske rekorde. Skratka, od zdravja do gospodarstva v najširšem smislu potrebujemo neke novo miselnost, nove ukrepe, ki jim rečemo prilagajanje in s tem tudi nove priložnosti, nova delovna mesta, nova znanja, nove raziskave, skratka, stvari ni nujno, da so črne. Seveda družba ima te tri opcije, jaz velikokrat v blaženju smo danes že kaj slišali, o prilagajanju bom govorila jaz, ampak mene izjemno skrbi, ker imamo tudi tretjo opcijo, da nič ne naredimo. In Slovenija se je do zdaj zelo pogosto izkazala do podnebnih sprememb, predvsem v tretji opciji. Ko je šlo za blaženje, je bila pomembnejša gospodarska rast, pa se je malo počakalo. Potem, ko je šlo za prilagajanje, pa je pogosto šlo za tisto znanstveno gotovo, zdaj pa točno povejte, ali bojo suše ali poplave, pa se je tudi še malo počakalo. Če nič od tega ne naredimo, potem izbiramo opcijo prenašanja učinkov in seveda temu se moramo izogniti. In jaz upam, da bo ta posvet danes prišel do novega premierja, prišel do nove vlade in seveda, da bomo rekli, da tega nočemo, da je treba delati na nekih drugih rešitvah. Seveda zdaj, ko rečemo prilagodi se na novo podnebje, bo vsak vprašal, na kaj pa. Iz Mojčinega predavanja je bilo razvidno, da Slovenija ni tako klimatsko enostavna dežela kot mogoče kakšna Nizozemska, ampak odgovor na kaj je dost negotov, pa vendar. Višje temperature nas čakajo, so ne samo zraka, reke so bolj tople, tla so bolj tople, podzemske jame so bolj tople, če hočete. Imamo kar precej izkušenj za ekstremi, tudi letošnje poletje zlasti z vodnim delom ekstremov, lani smo imeli suše in pa seveda neurja in podobno, kar že danes jemlje življenja v Sloveniji in pa seveda predvsem denar. In pa seveda na neobičajne vremenske vzorce. Kdor misli, da so podnebne spremembe prehajanje Ljubljane v neko prestolnico s palmami, se moti. Mi lahko dobimo tudi izrazite ekstreme v drugo smer, ker ko je nekaj iz ravnovesja ven, seveda Mihalo Miha počneje na obe strani. Namen prilagajanja seveda ni samo ta, da se bomo rešili zla podnebnih sprememb, ampak seveda moramo biti pri tem tudi sebični. Sebični v toliko, da skušamo seveda iz podnebnih sprememb tudi kaj iztržati. Ne samo vlagati denar za to, da se bomo branili podnebje, ki bo drugačno. Skratka, mi želimo, da stroškovno učinkovito se prilagodimo, ne da bomo davkoplačevalci plačali položnice dodatne za prilagajanje in pa seveda, da bo morda tudi korist
če to naredimo pravočasno. Opozarjam, da izkušnje v tujini kažejo, da kadar želimo profitirati, moramo prilagajati takoj, pametno, brez stresa, brez lobjev, ne takrat, ko nam teče voda v grlo. Takrat seveda je iluzorno pričakovati, da bomo poceni pa učinkovito se prilagodili. Seveda, družba, ki se prilagaja, je dobro, da ve, kaj hoče. Jaz mislim, da je v Sloveniji do zdaj ves čas velik problem v zvezi s podnebnimi spremembami, da pravzaprav nimamo vizije, kakšno Slovenijo mi želimo. A želimo imeti Slovenijo, ki bo turistična dežela in da ima vse podrediti temu, da bomo smučali, se kopali in imeli vodo za toplice. Ali pa si, če želimo, da je pa kmetijska dežela, potem pa pravzaprav moramo gledati, da bomo samo oskrbni in da bomo hrano recimo celo izvažali. Če to vemo, kaj hočemo, potem seveda je bistveno lažje se prilagajati na vreme, ker sicer bo to zelo lahko stihijsko in bi rekla nerazvojno. Skratka, razvojni cilji in politični kriteriji, kaj bomo počeli, so izjemno važni pri prilagajanju. Za vse počes prilagajati ni ne časa, ne denarja, ne ljudi, ne znanja. To se pravi, jaz mislim, da ko govorimo o prilagajanju, ravno nekaj več vizije v Sloveniji. Se to poslušamo mnogokrat, ampak zdaj gre pa za res. Jaz mislim, da s tem seveda, da morata se blaženje in prilagajanje z roko v roki. Iskati moramo sinergije, ne pa se tako prilagajati, da, kot mi na Gorenskem rečemo, z litjo podremo vse, kar sprede v stvarno. Tudi o tem bom govorila. Skratka, videti, kam greš je pri prilagajanju, po mojem bistvenega pomena. Je pa med blaženjem in prilagajanjem velika razlika. Blaženje, o čemer smo poslušali v začetku, je mednarodna zadeva. Mora biti vključena Kitajska, mora biti vključen ZDA in podobno. In pa seveda pri blaženju govorimo o letu 2002 ali pa 2050, ko se bodo poznali prvi učinki. Pri prilagajanju imamo lokalne probleme. Tukaj nam ne bo nihče iz Amerike ali pa Kitajske ali pa z Bruslja pomagal, ker se bo, kot sem prej rekla, Kranjska Gora morala prilagajati drugače že kot Murska Sobota. Seveda, časovna skala sem omenjala, da je tam zelo dolga, mi vlagamo v obnovljive vire energije, pa se to nič ne bo čas poznalo. In to je zelo težko za politike. Ti vlagaš, pa na naslednjih volitvah nimaš kaj za pokazati. Pri prilagajanju je stvar bistveno lažja, ker lahko pri naslednji suši, pri naslednji poplavi ti rešiš premoženje in pokažeš, pogledajte si, takoj še nas še čaka, ampak pravzaprav že danes smo nekaj rešili. To se pravi, je to bolj, bi rekla, simpatično tudi. In pa seveda, če je blaženje vezano na energetiko zlasti ali pa na promet, je prilagajanje od zdravstva, kmetijstva, pa recimo do zlasti vodnega sektorja, kot se v Sloveniji kaže. Zdaj bo zanimivo, da sem lastnik neke firme, ali pa da je državnega podjetja, ali pa da v njem delam. Skratka, sem prihajam iz sektorja X in seveda v sektorju X se moram zavedati, da bom imel najprej težave zaradi spremenjenega vremena. Me bo zalilo, me bo recimo, ne vem, neurje podrlo streho, mi bo podmečkalo avtomobile spodaj. Istočasno seveda bom videl, da imam na dolgi rok, moram začeti poslovati drugače, če se želim prilagoditi. Če sem lastnik žičničarskega centra, potem seveda moram razmišljati o tem, da snega ne bo, da dolgi rok. In pa seveda istočasno imam zdaj pritisk, da bo energija dražja, prišli bojo kuponi, davki, moram jaz vse to narediti bistveno manj fosilne energije. Skratka, kaj hočem s tem povedati, treba bo celostno gledanje. Mi ne moramo imeti ministrstva za prilagajanje, pa ministrstva za blaženje. Te stvari so tako povezane, da seveda razvojno moramo gledati vse hkrati. In seveda tudi v sektorjih imeti ljudi, ki na ta način razmišljajo, primerno izobražene in primerno seveda tudi stimulirane strani države, da se bo to počelo. Če ne imamo tisto, država pomagaj, imamo naravno katastrofo, želimo odškodnino in tako naprej. Na to se ne bomo mogli izgovarjati več, ker denarja pravzaprav za to ni. Iskati je treba sinergije. To je bilo danes že rečeno, recimo na tale slučajno angleški slajd. Kaj je sinergija med blaženjem? To pomeni 2 muhi na en mah. Tipičen primer je, kar smo slišali zdaj o stavbah. Pri stavbah imamo 3 muhe na en mah, če ne 4. Imamo
manj porabljene energije, manjše emisije. Imamo bolj prijetno bivanje v izolirani hiši, ker me ne prizadene niti vročina, niti mraz. Imam novo delovno mesto, imam višek lahko na dolgi rok v proračunu, kaj bi si še več želeli. Ne? Skratka, sinergija je lahko in težko najdeti. Treba je biti premišljen, taktičen, imeti znanje. Skratka, prioriteta države je, ker nimamo denarja in časa za vse iskati sinergije. Dati prednost, dati denar, če hočete, tistim ukrepom, ki dokažejo, da so win-win-win. Vsaj 3 morajo odtehtati. Ne pa, kar je nekaj lokalne skupnosti pogodbe. In izogibati se moramo seveda tistim stvarem, ki direktno, bi rekla, podirajo politike na drugem področju. Recimo tipični primer, če vse, kar znamo delati umeten sneg, koristnega, za umeten sneg porabimo ogromno električne energije, popolnoma zrušimo vodni krog, pa še kaj. To je sicer prilagoditev za tistih par 100 smučarjev, cela Slovenija ima pa zaradi tega lahko težave. Ali pa tipični primer hlajenja prostorov s klimatskimi napravami. To je najlažje. Namestim klimatsko napravo, s tem seveda sosedu naredim še dodatno vročino, ker mu puha ven vročina in potem še sosed klopi. Verižna reakcija, ki steče, doseže točno nasprotno. Vedno slabše se počutimo, ne pa vedno bolj. Ima pa seveda pri tem sigurno kakšna firma tudi profit in to seveda tudi s pridom delamo. Zato imamo tukaj državo, ki reče, hops, to ni dobra prilagoditev. Evropska unija je pogruntala, da najbolj pripravljeni so recimo v Skandinaviji, neč zelo novega. Medtem, ko bolj ko gremo v svetle tone, manj je država za to, da bi se prilagajala naredila. In seveda, recimo, če pogledamo Grčijo, če pogledamo Španijo, Italijo, vidimo, da kaj pride se s tem niso ukvarjali. No in seveda zdaj, ko damo pa skupaj, pa dobimo končno sliko, kaj nas čaka. In seveda v Skandinaviji, kjer so pripravljeni, je končen učinek kraljivosti zelo majčkan, ker imajo vse prištimano, če tako rečem, zato da se bojo prilagajali. Seveda Španija, Italija, Slovenija in seveda tudi Moldavija in tako naprej so pa dežele, kjer bo prvič učinek velik, drugič pa nič se na tem ne dela, po domače rečeno. To se pravi, to moramo spremeniti, tako da zvišamo svojo pripravljenost na podnebne spremembe in temu služi recimo tudi toliko tam moj prispevek. Evropska unija nas je k temu priznala leta 2007, da moramo narediti. Leta 2010 je že 11 držav to naredilo, mi še do danes strategije nimamo. Da vam povem še izkušnjo, edino delno, parcialno strategijo smo pripravili za ston znanstveniki. Ministrstvo za kmetijstvo leta 2008. Sprejela jo je vlada. Ampak seveda, tukaj so tudi ljudje iz kmetijstva. Ne mi en pove, če je kdo to strategijo vzel resno. Od takrat je imelo kmetijstvo 4 ogromne suše, 2 ogromni noči. Da ne omenjamo še drugih težav za škodljivci. Skratka, tudi ko je nekaj narejeno, še ni rečeno, da je implementirano. Tako da tukaj vsem vladam po 2.8 enako zrcalo. Tudi če je narejena strategija, se ne naredi nič zaradi različnih vzrokov. Na voljo imamo recimo takle portal, kjer lahko pogledamo tudi izkušnje drugih držav, kaj so tam naredili. In se ko klikneš na Slovenijo, se pokaže bolj malo. Ta trenutek se pripravlja nek projekt, študira se na, bi rekla, pobudo Ministrstva za izpit za okolje, da bi vsaj vplive podnebnih sprememb, ampak tukaj gre za majčkene denarje, za majčkeno ambicioznost, medtem ko recimo neka Velika Britanija v proračunu namenja podnebnim spremembam več 100 milijonov funtov, ima 2 inštituciji z recimo 100 znanstveniki, mi pa več ali manj na voluntaristični bazi skušamo stvari spraviti v tek, pa še to naletimo na povede. Bom končala, da ne bom predolga. Skratka, v svojem življenju, ki sem ga namenila podnebnim spremembam, to je zdaj pa že kar 20 let, sem seveda naredila, ko sem želela opozoriti, približno na takele odzive. Skratka, največkrat so tisti, ki bi najbolj morali poslušati, rekli, ja, daj to govorite 2020, 2020, ne, to jaz imam, če je zdaj v mojem mandatu, kaj, če ne pa ne.
In seveda potem so bila mnenja, da počakamo, ko pa bo, bomo pa že ta prav čas kaj naredili. Poglejte poplave, poglejte suše, težko. In potem so bili parcialni pogledi. Aha, to pa name ne vpliva. Sem pa trgovc, recimo v 5. nadstropju in mene ne bo zanimalo. Skratka, na moje poslo, to se pravi, me ne zanima. No in tako naprej, največkrat je škoda denarja. No in na koncu, vsi pa rečejo, sej veste, jaz imam itak druge prioritete, ampak čas kaže, da to ni tako. Končala bom pa malo, tako veliko krat rečejo, da strašim rada ljudi, pa jih ne. Ravno obratno, jaz želim vlivati veliko optimizma, ampak tole sem včeraj prebrala zelo dober članek, namreč mi ne gledamo, kaj se dogaja po svetu. Tole je zanimiv prispevek kolega Videnška, ki pravi, da imamo večina konfliktov se poteka tam, kjer je suha in vroča in kjer prebivalstvo živi v slabih razmerah. To deloma počasi tudi marsikaj velja za Evropo. In seveda narava je že izmučena z podnebnimi spremembami. Marsikaj, kar se ne dogaja ravno v Sloveniji, pa kaže na to, da se ljudje niso prilagodili, mogli, znali, trka tudi na naše vrata. Tako da mogoče časa za izgovore, kar pa res ni več. Hvala. Tako kot celotni svet se tudi Slovenija nahaja na zelo pomembnem razpotju. Očitno nam podatki o okoljskem oziroma ekološkem odtisu kažejo, da presegamo zmogljivost našega planeta za približno ne več 25%, kot je bilo za leto 2005, ampak zdaj žal že za okoli 40%. In del odgovorov, rešitev je vsekakor tudi v odgovoru na podnebne spremembe. Kar nekaj težav sem imel pri tem prispevku, ampak pustimo zdaj to na miru. Vsekakor se najbrž vsi strinjamo, da imajo podnebne spremembe resnično večplastne razsežnosti in so izziv, s katerim se v zgodovini človeštva še nismo srečali, kar pomeni, da moramo iskati inovativne in sistemske pristope. Ne pomagajo nam pretirano izkušnje iz preteklosti. Zakaj? Ker gre za globalni izziv. Prvič je okoljski problem postal globalni. Kje je, po mojem mnenju, ključna težava, ki smo jo mogoče na drugačen način, družba, okolje, že omenili, ampak mogoče malo bolj drugačen pogled. Torej, srečujemo se s konceptom emisijske nosilnosti ozračja kot omejitvijo in na drugi strani s konceptom gospodarskega razvoja trajne linearne progresije. In to je ključni problem. To se pravi rast proti omejitvam. Moj namen je tudi v tem, da bi želel, da obravnavamo trajnostno sonaravni razvoj in prilagajanje, blaženje podnebnih sprememb kot enoten koncept. Ne kot ločen koncept, ampak da se podnebna problematika uvrsti v to širše pojmovanje zelene, trajnostno sonaravne paradigme. Želel bi samo stavek povedati o tem, da se ne smemo pustiti, bom rekel, v pasti, ki so v tem trenutku zelo prisotne. Vidim, da je Luka tukaj, ki je tudi o tem pisal, da enostavno zelena rast ni pravi odgovor, če zeleno rast, zeleno gospodarstvo jemljemo kot del prej omenjenega gospodarskega razvojnega modela. To se pravi, da sicer na enoto proizvoda zmanjšujemo pritiske na okolje, absolutno pa količino proizvodov in storitev povečujemo.
Prosim, ne pa, bom rekel, po belokranjsko na to finto. To ne pomeni, da se ne strinjamo z zelenim in ozelenjenim gospodarstvom, vendar mora to nadomeščati obstoječe oblike gospodarstva in zniževati pritiske. Torej, moje razmišljanje je bolj, bom rekel, radikalno, pa upam, da ga bom znal tudi zagovarjati. Kakšen je izhodiščni trajnostno sonaravni in podnebno-okoljski položaj Slovenije? Z rdečo barvo označujem minuse, z bolj zeleno barvo označujem pluse, bom zelo kratek. Ključno za Slovenijo je, da je raba naravnih virov in da so okoljski pritiski z vidika koncepta okoljskega prostora 2 do 5-krat večji na prebivalca, kot je globalno dovoljena v narekovaju obremenitev. Skratka, naše naloge niso niti približno kozmetične. Niti približno kozmetične in jih z kozmetičnimi popravki smeri gospodarskega razvoja in načina našega življenja ne moramo spremeniti na ta način, da bi se prilagodili nosilnosti našega planeta. In to velja seveda tudi za podnebje, nič novega, Lučka je že to govorila in tudi prejšnji sogovorci. Poglejte, Slovenija ima 10 ton ekvivalentov ogljikovega dioksida na prebivalca, planetarno narekovajo dovoljena meja je pa 1,7. Kaj nam bo pomagalo, če bomo do leta 2030 ali 50 za 20 ali 30% zmanjšali našo obremenitev? To ni medgeneracijsko in etično pravi odgovor. Naša generacija je zašuštrala zadevo in naša generacija mora ta problem zelo hitro rešiti. Ne bom ponavljal pričakovana večja podnebna ranljivost, Lučka je že pokazala tole. Poglejte, Slovenija ima eno veliko prednost pred državami v razvoju. Prosim, ne me maltuzijansko razumeti. Ampak dejstvo, da imamo stabilizirano prebivalstvo, nam zelo olajša razmislek za naprej. Prosim, to seveda ne pomeni, da bi se število prebivalcev zmanjšalo, ker bomo imeli pa potem zaposlitvene in druge, ampak stabilizacija, zmernost je zelo, bom rekel, dober izhodiščni položaj. In če smo prej govorili, poglejte o tem, kako smo razvojno nemočni, ker nimamo velikih mest, velike akumulacije kapitala na posameznih lokacijah, smo zdaj v veliki trajnostno sonaravni prednosti. Naša mala mesta, poseljeno podeželje, je bistveno lažje prilagoditi nosilnosti okolja, o čemer ste prej pri ekološkem kmetijstvu slišali, kot to velja za velika mesta, za velike aglomeracije. In suburbanizacija, to, kar se pri nas dogaja, nam to idealno podobo ruši maksimalno, ker nam prinaša bistveno večjo porabo energije in surovin, s tem večje okoljske in tudi podnebne pritiske. Policentrizem je za Slovenijo izredna prednost. Izredna prednost, da imamo živo Belokrajino, Prekmurje, Zgornjo Posočje. To je naša velika, ne samo podnebna, ampak tudi gospodarska prednost. Kaj imamo? Poglejte, če pogledate teh 5 točk, kakšen je naš naravni potencial za prilagajanje na podnebne spremembe in za trajnostno sonaravni razvoj. Slovenija se uvršča med 15 do 20 privilegiranih držav sveta po trajnostno sonaravnem potencialu na prebivalca. Vse imamo. Dajte mi povedati, česa nimamo z vidika naravnih zmogljivosti. Ja, mislim glavo, ampak ja, točno tako. Se me veseli, da že malo komentirate, ker je to tudi smiselno po mojem. Poglejte, vodni viri. Opozorilo, ki smo ga danes slišali, na srečo sem preštudiral te dokumente o prilagodljivosti, slabšanje nacionalnih in regionalnih vodnih bilanc. Zelo zaskrbljujoč podatek. 11% večjo izhlapevanje, če vzamemo obdobje 60, 90, pa 70, 2000, ne, samo v tem obdobju.
imamo gozdne ekosisteme, mislim, da ni treba posebej poudarjati. Imamo pestre in dobro ohranjene sonaravne podeželske pokrajine. Imamo mavrico obnovljivih virov energije. In imamo obstoječe in potencijalne kmetijske površine z številnimi problemi, vendar če pogledamo preteklost kmetijskega prostora Slovenije in dejstvo, da smo v preteklosti imeli celo 2/3 kmetijskih površin in 1/3 gozdnih površin, najbrž ni nobenega problema, da bi kmetijske površine povečali in da bi se z gozdom zadovoljili za 50%, se strinjate najbrž, ne? Da bi bilo to še kar, bom rekel, ekosistemsko primerno. Tole bom kar preskočil, samo navedel vas bi, kako, na kakšen način si predstavljam povezavo med razvojno trajnostjo in nizkoogljičnimi usmeritvami Slovenije. Ne bom nič navajal, ker je bilo že več ali manj vse povedano, čeprav bi lahko o vsakem o tem se posebej pogovarjali. Podobno velja za promet, kjer bomo imeli eno težavo, če smo realni. Prej smo govorili o številnih plusih poselitvenega vzorca. Če ne bomo šli v policentrizem, bo to velik minus, ker bo ta, bom rekel, cestno-prometna infrastruktura, ki nam že do zdaj, kot veste, je ogromno denarja, bom rekel, požrla, bo še zahtevala še nadaljne vlaganja, če ne bo, naprimer, Maribor, Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica, Koper, Novo mesto in tako naprej, ta mesta postala tudi zaposlitveno izredno močna. Policentrizem, kot vidite, je odgovor na številna vprašanja in tukaj ima Slovenija velika prednost. Prilagajanje podnebne spremembe so bile že omenjene. Jaz večkrat govorim o skladnejšem regionalnem razvoju. Skladen ni najbolj primeren, ker je to malo iluzije. Skladnejši bi bilo za nas zelo v redu in ne bom tukaj našteval, ker se bi želel predvsem tem drugim stvarim še rahlo posvetiti. Poglejte, radikalen koncept okoljskega prostora nam ne daje manevrskega prostora. Poglejte, mi vedno razmišljamo, tudi zadnje razmišljanje na globalni ali pa če hočete na evropski ravni gre še vedno v smeri največ v stabilizacijo porabe energije. Žal ne bomo prišli čez. Mi bomo morali zmanjšati porabo energije. To, kar profesor Novak že desetletja razlaga ali pa skupaj razlaga. Zmanjšati porabo energije. Premalo je samo to, celo premalo bom rekel, da zamenjamo porabo fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. Če absolutno količino energije ne zmanjšamo. To je v popolnem nasprotju seveda z sedanjim našim načinom razmišljanja. Vendar, če imamo radi svoje otroke in vnuke, potem bi to morali pravzaprav že začeti izvajati. Poglejte, kakšni so te odstotki, seveda je pa velik manevrski prostor za povečanje porabe obnovljivih virov energije. Poglejte, to je glede emisij CO2, poglejte, v kakšnih odstotkih se bi mi morali pogovarjati do leta 2050, kako jih bomo dosegli, če do leta 2030 oziroma 20 naj bi celo imeli dovoljenje, da povečamo emisije. Mislim, popolnoma zgrešeno. In to, kar me je Renata opozorila, da dam samo en stavek, mi ne smemo naše gozdne ekosisteme in ponore oblika jemati kot pravi odgovor na podnebne spremembe. Lepo vas prosim, to je eno hinavsko zavajanje in se na to obešamo, češ imamo veliko gozda, ki bo sprejel dodatne količine ogljikovega dioksida. Prosim, to je absolutno nemoralno razmišljanje, mi ga pa postavljamo kot zelo visok zgled, kako bomo dosegli cilje. Seveda to ne pomeni, da niso ponori pomembni, ampak mi bi morali absolutno prednost dati v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Zdaj pa prosim, tukaj pa moram dati eno kritiko, bom rekel, države in vlade. Želel sem kot geograf, mi je malo bližja ta povezovalna tematika, vsaj približno do števil, koliko je
zelenih oziroma ozelenjenih delovnih mest v Sloveniji. Nič ni bilo tega, ker v nobenih razvojnih dokumentih Slovenije nimamo tega ključnega podatka. Nič nas ne bo drugega rešilo kot nova delovna mesta. Najbrž se s tem strinjate. Vse ostalo so seveda kozmetični ukrepi. Nimamo teh podatkov. Potem sem se potrudil in z različnimi možnimi viri prišel vsaj približno do tega podatka. To je študija, ker sem imel veliko srečo, da sem imel recenzent študije o Manotere, o potencialnih delovnih mestih, kjer poudarjam, potencialna, toliko je potencijala za to. To je ocena možnosti 250.000 delovnih mest. Od ekološkega kmetijstva, gozdno-lesno predelovalne verige, odpadke, obnovljivi viri, učinkovita raba, trajnostni turizem, kjer je vzeto, da Slovenija, mogoče vas ta številka preseneča, je vzeto, da vsa delovna mesta v turizmu bi lahko bila v Sloveniji trajnostna in sonaravna, da ni druge variante. In še pogledajte socialno podjetništvo, ki ga zanemarjamo. To sem pa potem različnimi od Francija Pohlevna in od vseh teh virov raznih prihrane od profesor Ostrca o samoskrbi prišel približno, Goraz mi je pomagal pri javnih in zasebnih zgradbah, učinkoviti rabi. To je približen nabor, bom rekel, realistični nabor zelenih delovnih mest do leta 2025-30. Poglejte, kakšen je ta potencial, če smo zelo skromni. Poglejte, predelava lesa, 20 do 30 tisoč delovnih mest. Predelava hrane, 1% dviga prehranske samooskrbe Slovenije v globalki 1000 novih delovnih mest. Poglejte, najmanj 20 tisoč, skromno, če vzamete tako. Če bi bilo ekološko kmetijstvo, Martina, bi bilo to še bistveno več. Energetska prenova 7 do 10 tisoč, učinkovita raba najmanj 5 tisoč. Brez sonaravnega turizma, brez strategije, brez odpadkov, brez sonaravnega gradbeništva, brez sonaravne ekologizacije industrije, javnega in železniškega prevoza in tako naprej. Torej, če povežemo in počasi zaključujemo, kakšno naj bi bilo, po mojem mnenju, sporočilo znanosti za nizkoogljično Slovenijo. 3 cilje med seboj povezani, trajnostno sonaravni razvoj, samooskrba, vodna, prehranska in energetska in seveda povezanost s podnebnimi ukrepi, da imamo odlične možnosti, ne bom ponavljal, da nisem res predolg. In zaključek, nizkoogljičnost in sonaravnost Slovenije zgolj želja. Morda bi začeli s tem, kar je tle napisano. Jaz mislim, da je za znanost in hkrati za etiko, poudarjam, in hkrati za etiko, kulturo, naše ključno vprašanje. Ali se lahko živi človeško dostojno in medgeneracijsko odgovorno v nizkoogljični, materialno zmerni družbi količinske gospodarske nerasti. Nerasti. Ali je to možno doseči? Kot pregovorni optimist, čeprav se za pesimistično temo ukvarjam, mislim, da je to možno ob 2 predpogojih. Prvi je blazno zahteven. Pravočasno moramo spremeniti svoj življenjski slog. Prosim. Ni zdaj samo odgovornost države. Naša vsakodnevna odgovornost je, da temu primerno ravnamo. Ali je materialna zmernost vrednota? Trajnostna vizija razvoja, to je pa naloga države. Dodal bi od Dušana Hrčka še, da bi trajnostni razvoj, najbolj bo v tej vezi tudi še kaj rekel, in se z njim strinjam, moral postati pravzaprav ustavna kategorija. Ustavna kategorija. Znanstveno podprta, sonaravna, nizkoogljična strategija Slovenije. Nimamo je.
To, kar je bilo pripravljeno kot predlog nove strategije, je daleč od tega, o čemer smo se pogovarjali. Sonaravno nizkoogljična poraba evropskih kohezijskih in proračunskih sredstev za zeleni razvojni preboj. Če teh 3,2 milijarde iz prihodne iz te že potekajoče finančne perspektive ne bomo uporabili za ta preboj, zaposlitveni, zeleni, ekosistemski, potem so to izgubljena sredstva. In če ne bo to ena od osnovnih, bom rekel, proračunskih postavk državnega proračuna, potem smo zadevo zaključili, zelena javna naročila, investicije, ozelenjena davčna, izobraževalna in tehnološka politika. Izobraževalna nisem danes zavestno nič omenil, samo stavek bom rekel. Ne bomo dosegli trajnostno sonaravne paradigme, če bo sistem izobraževanja zasnovan na netrajnostnih izhodiščih, ki se ponavadi zaključijo v zadnjih poglavjih, in če seveda te vrednote ne bodo tako pomembne, aktiviranje regionalnih, lokalnih, razvojnih potencialov, tukaj ima Slovenija neverjeten potencial. Samo socialni potencial, če dovolite en stavek. Pripadnost skupnosti, solidarnost je zanimivo, slovenski nevošljivosti, po mojem mnenju, ključna druga značilnost, značajska značilnost Slovenije. In to se kaže, poglejte, v različnih področjih. In to je ogromen potencial, ker mi zdaj govorimo o decentralizaciji, torej ne o centralizaciji odločanja. In to je odličen kapital. In zaključek, ki pa je zame brez retoričnega vprašanja, ampak ker ni tle politično srečanje, ampak znanstveno ga postavljam tako, ali je možna nizkoogljična, okoljsko, medgeneracijsko in celo medvrstno, poudarjam, medvrstno, odgovorna ter sonaravna družba, ali je to možno brez družbene pravičnosti in brez ekosistemskega planiranja, ki presega ozko pojmovan tržni okvir. Torej, ali je to možno? Jaz imam odgovor, upam, da ga boste tudi vi imeli. Hvala lepa. Jaz bom predstavila ekološko kmetijstvo kot tisto obliko kmetijstva, ki pravzaprav ima potencial k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in vseh številnih drugih okoljskih negativnih učinkov na eni strani, na drugi strani pa ima tudi potencial kot tista oblika kmetijstva, ki je pravzaprav zaradi svoje narave najbolje prilagojena tudi klimatskim oziroma podnebnim spremembam. Tu je pač kratka vsebina, okvir moje predstavitve, seveda pa bom temeljila tudi na nekaj naših vlastnih raziskavah, ki smo jih naredili v okviru raznih projektov na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Začela pa bi s tem, da konvencionalno oziroma industrijsko kmetijstvo ni prineslo rešitev, ki smo jih pravzaprav pričakovali, ne prehranske varnosti, veliko je bilo v obdobju industrijskega kmetijstva prehranskih škandalov, seveda so pa tudi številne negativne okoljske posledice na vse te dejavnike, ki jih navajamo. Na drugi strani pa je kmetijstvo, kmetje, kmetijska gospodarstva, kmetijska podjetja so tisti del države, pravzaprav, ki lahko rečemo obvladuje in tudi lahko neguje, oskrbuje kmetijske površine in pravzaprav geografske danosti države kot celote. Slovenija je kmetijsko gledano relativno majhna država, ne razpolagamo niti s 500.000 hektarji kmetijskih obdelovalnih površin. Imamo po statističnih podatkih približno 70.000 kmetijskih gospodarstev, takih aktivnih, slabi 60.000. In pravzaprav, ko se primerjamo z drugimi, recimo evropskimi državami ali pa globalno z velikimi industrijskimi, kmetijskimi državami, mislim, da je vsakemu jasno, da ne moremo biti konkurenčni igralec na trgu kmetijskih
pridelkov gledamo svetovno in da je alternativa za Slovenijo iskanje nekih naših specifičnih posebnosti, ki jih pravzaprav ekološko kmetijstvo lahko tudi doprinese. Ekološko kmetijstvo je edini način kmetijstva, ki je pravzaprav tudi zakonodajno zelo natančno reguliran in se točno ve, kaj je ekološki proizvod in kaj je ekološko kmetijstvo, ampak o tem mogoče o kakšni drugi priložnosti kaj več. Rada bi upozorila, da v zvezi z ekološkim kmetijstvom veljajo številni stereotipi, ki pa jih pravzaprav že preprosta statistika slovenskih podatkov, ne pa še kakih drugih, takoj lahko preseže. Povprečna ekološka kmetija v Sloveniji je 2-krat večja kot konvencionalna, na ekoloških kmetijah živijo na kmetijo več živali in koristno izkoristijo 2/3 travnatega sveta, ki ga imamo v Sloveniji na razpolago in ga lahko edino s prežvekovalci koristno uporabiš. Lastniki ekoloških kmetij so v povprečju višje izobraženi kot ostali kmetje, so mlajši v povprečju in na ekološko kmetijo je več registriranih dopolnilnih dejavnosti, kar pomeni, da je tudi diversifikacija prihodkov večja in tudi delovnih mest je na ekoloških kmetijah več kot sicer na konvencionalnih kmetijah in pa v industrijskih konceptih kmetijstva. Seveda se pa vedno vrtimo okoli te trajnosti, ki jo lahko definiramo tako ali drugače. Sustainable agriculture je bila označba za ekološko kmetijstvo pred 25-30 leti. Vendar so potem to besedo začeli izrabljati v opisovanju tudi konvencionalnega kmetijstva in ekološki sektor se je pač potem na neki točki odločil, da bojo to svojo obliko kmetijstva poimenovali ekološko, biološko ali pa organic, kot na primer. Zakaj? Zato, ker pod besedo trajnostno kmetijstvo se skrije marsikaj. Naprimer, v dokumentih, ki jih najdemo na uradnih straneh ameriškega kmetijskega ministrstva, najdemo tudi, da je trajnostno kmetijstvo uporaba gensko spremenjenih sort, da je trajnostno kmetijstvo tudi uporaba totalnih herbicidov na podlagi glifosata in podobne zgodbe. Dejstvo pa je, da je na nek način kmetijstvo ključni sektor za trajnostni razvoj, kajti kmetijstvo nekako mora zagotoviti ali pa od njega pričakujemo ne samo pridelavo hrane kot ključno zadevo, ampak seveda danes tudi energijo iz kmetijstva, različne materijale, gradbene, take drugačne, tekstil recimo, seveda pa želimo, da se ohrani biodiverziteta in da se tudi varuje okolje. In vse to je nekako usmerjeno in vsa ta pričakovanja vidimo tudi pri kmetijstvu. In če pogledamo, kaj je res in kakšne oblike kmetijstva imamo nenazadnje tudi v Sloveniji, ta trenutek, recimo še v letošnjem letu, in če jih nekako ovrednotimo glede na trajnost, vidimo, da pač tistega, kar je manj, je bolj trajnostno, ne? Nažalost, ta trenutek. Tudi v izhodišči za ta današnji posvet so nam predavateljem bili dani razmisleki o malo širšem pogledu. Širši pogled je na eni strani to, da se zavedamo v Sloveniji, da ne moremo biti nek velik akter na svetovnem trgu hrane. Dejstvo je, da hrane dovolj na svetu in da ni pač žal pravično razporejena. Obstajajo pa seveda tudi mnogi stereotipi. Ja, zdaj, če pa bomo nekako povečali delež ekološkega kmetijstva, potem je pa naša samooskrba še bolj ogrožena ali pa bo še manjša in podobno. In nekateri celo zaradi takega nesmisla ne želijo podpreti ekološkega kmetijstva. Obstajajo svetovne študije, na katere se naslanja tudi FAO ali pa Organizacija Združenih narodov, ker so pač prišli do zaključka, če bi 50% konvencionalnega kmetijstva v razvitem svetu se spremenilo v ekološko, da to ne bi bistveno vplivalo na prehransko varnost na svetu, da če bi se pa v tem nerazvitem svetu, vključno s podsaharsko Afriko, kmetijstvo razvilo po principih pravega ekološkega kmetijstva, takega, kot ga mi danes tu razumemo vsemi sodobnimi spoznanji raziskav, da bi se število razpoložljivih kalorij
v hrani podvojilo, več kot podvojilo. Vendar so take študije globalno gledano med glavnimi kmetijskimi akterji in političnimi akterji vedno, lahko rečem, preslišane. Kaj nam še ekološko kmetijstvo v smislu podnebnih sprememb koristnega lahko prinese? Praviloma je na ekološko obdelanih površinah večja količina organske snovi v tleh. V tudi naših raziskavah smo praviloma šteli, vrednotili le deževnike kot tiste najbolj vidne indikatorje. In le-ti seveda so indikator živega sveta na eni strani, na drugi strani poveča ekološko kmetijstvo globalno rodovitnost tal. Več organske snovi v tleh pomeni tudi ponor za CO2, za skladiščenje ogljikovega dioksida in pravzaprav vsak hektar ekološko obdelanih površin bi lahko v te globalne kalkulacije upoštevali na enak način kot vsak hektar gozda, seveda z pripadajočim deležem. Če imajo tla več ogljika, humusa, organske snovi, tudi zadržijo večje količine vode. Infiltracijska sposobnost takih tal je večja, posledice sušnega stresa se na rastlinah kasneje pokažejo in seveda, ker je opojnost večja, se tudi ob takih nalivih več vode zadrži in ni takojšnje erozije kot na tleh, ki imajo nizek delež organske snovi v njih. Tako da dejansko lahko z ekološkim kmetijstvom povežemo celo paleto koristnih učinkov, ne samo na kmeta, kmetijstvo, ampak na celotno družbo. Seveda, na to temo so številne tudi tuje raziskave, ne bom jih sedaj podrobneje prikazovala, ampak to so na nek način tudi ti povzetki oziroma podobni zaključki. Edini problematični vidik, ki ga dostikrat pač izpostavljamo, je to dejstvo, ja, nekaj manjši pridelki v ekološki pridelavi res so. Vendar za te manjše pridelke praviloma uporabimo manjše inpute in ko obračunamo ekonomičnost preko energije, preko okoljskega vtisa kot enega od pač zdaj v zadnjem obdobju popularnih kazalnikov za evalviranje pridelkov, storitev, procesov, česarkoli, pravzaprav vidimo, da največji delež okoljskega vtisa odpade v konvencionalni in integrirani pridelavi na uporabo mineralnih gnojil in pa pesticidov, torej sredstev za varstvo rastlin. In zaradi teh dveh inputov je pač ta okoljski vtis ali pa izpusti toplogrednih plinov kot ožji indikator so v bistvu najslabši pri teh dveh oblikah kmetijstva. Zmanjševanje okoljskega vtisa ne beležimo samo v odstotkih, ampak v večkratnikih, ko primerjamo konvencionalno in pa ekološko kmetijstvo. In tudi to je ena od zadev, ki se je v povprečju ne zavedamo. Seveda nas pa potem tudi zanima, koliko kvadratnih metrov ali pa hektarjev tega okoljskega vtisa odpade na kilogram ali pa na 1 tono nekega pridelka. V večini primerov pri živilih rastlinskega porekla so tudi ti indikatorji v korist ekološke pridelave. Se lahko zaradi nekih specifičnih zadev tudi pri kakem pridelku zadeva obrne, vendar praviloma, vsaj pri teh rastlinskih pridelkih, ki smo jih mi preračunavali na podlagi dolgoletnega poskusa na poskusnem polju Fakultete za kmetijstvo in jih tudi uspeli publicirati, kažejo tako. Pri, na primer, pšenici je ekološka vizavi konvencionalne pridelave 8,5-kratnik v razliki. Tu so predstavljeni podatki na pridelek, na hektar, ker, kot vidite, pri teh rastlinah prikazanih so 2 do 5-kratniki, pri govejem mesu tudi 4-kratnik, so pa razlike pri perutnini in pa pri prašičjem mesu. Ampak na račun tega, ker pojejo več žit, govedo pa se prehranjuje predvsem s travo in tudi tu so bistvene recimo razlike.
Danes je tako malce bil tudi živi svet omenjen, pravzaprav mi ga gledamo predvsem skozi parametre biološke raznovrstnosti, stanje biodiverzitete. Natura 2000 je bila omenjena bolj kot ne iz negativnega konteksta, vendar, kot je že moja predhodnica povedala, tudi take zadeve lahko obrnemo v plus. In jaz bi predlagala predvsem povezati kmetijstvo, ekološko kmetijstvo in turizem v en kompleks. Ne ali. Jaz tu ne vidim ali. Mislim, da moramo gledati širše in iskati sinergije med različnimi sektorji. Brez dvoma ekološko kmetijstvo pozitivno vpliva na večjo biološko raznovrstnost, kažejo številne študije, tuje, tudi naše štetje deževnikov, recimo, je to isto pokazalo v naših raziskavah. Ko pa sem prav za pripravo enega članka nedavno malce bolj podrobno brskala po literaturi, sem potem eno tako zbirno tabelo pripravila glede na glavne pregledne znanstvene članke in pa metaanalize, ki so bile v zadnjem obdobju objavljene, in prišla do zaključka, da pravzaprav na statistično značilno pozitiven učinek na biodiverziteto 80% vseh teh študij, elementov, ki je bilo proučevano v teh študijih, 16% je takih, ker ni bilo statistično značilnih razlik, in samo 4% takih, ker so po nekih parametrih zabeležili nižje rezultate ali slabše rezultate v primeru ekološkega kmetijstva. Seveda me pa pri tej zgodbi najbolj presenetilo dejstvo, ko sem prebrala ta dva najpomembnejša evropska dokumenta na temo biološke raznovrstnosti. In pravzaprav sem odkrila, da je ekološko kmetijstvo samo enkrat omenjeno v obeh teh dokumentih. In še tisto enkrat je omenjeno samo v enem takem tehničnem tekstu, ne vsebinskem. Kar pomeni, da niti Evropski parlament, niti Evropska komisija pravzaprav še sploh niso spoznali, kakšen pomen ima ekološko kmetijstvo tudi za biodiverziteto. Kljub pač vsem tem takim in drugačnim zgodbam. Tega, nažalost, nismo spoznali tudi ne v Sloveniji. Par podatkov, in sicer ta trenutek, ali pač zadnja statistika je za ekološke kmetije iz leta 2013, je bilo vključenih v kontrolo 3050 kmetij ali 4% vseh kmetij v Sloveniji, ki so obdelovali slabi 40.000 hektarjev ali 8%. Leta 2006 je takratna vlada, ne vem več katera je bila, sprejela akcijski načrt za dolgoročni razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2015. Ta je še vedno veljaven, teoretično. Kjer smo zapisali cilje 15% kmetij in pa 20% površin. Danes smo pred tem, oziroma smo že oddali kot država v Bruselj nov program razvoja podeželja, ki tudi določene cilje postavlja. Tu je bil najprej cilj zapisan 45.000 hektarjev, po dolgih debatah in mukah so ga na tistih zadnjih seji vlade spremenili na 55.000 hektarov. Kar pomeni 12%. Za primerjavo naj povem, ker prihajam iz Maribora, se mi tam na tej severni meji največ zgledujemo, oziroma imamo največ stikov s sosedi na severni strani meje. In na naši severni strani meje so dosegli že v letu 2010 16% vseh kmetij ekoloških in 20% vseh kmetijskih površin ekoloških. Kar pomeni, da si mi, država Slovenija, v letu 2014 ne upa napisati v en programski strateški dokument cilja, ki ga je sosedna Avstrija dosegla že leta 2010. Kar pomeni, da absolutno, če se niti cilja ne zastavimo, bomo še toliko bolj zaostajali. Zakaj teh ciljev nismo dosegli? Je pa natančno napisano, analizirano, kje so šibke točke, kaj bi bilo potrebno spremeniti, ampak žal na teh točkah, ki so tam zapisane, se tudi nov program razvoja podeželja ni spremenil in bo zacementiral podoben način razmišljanja, delovanja, kot smo ga bili vajeni v tej 7 letki. In
ta trenutek je očitno tak razmišljek še vedno preveč revolucionaren za tiste, ki v resnici vodijo slovensko kmetijsko politiko. Seveda raziskave kažejo, da če želiš konvencionalno kmetijstvo spremeniti v resnično trajnostno, rabiš ogromno sredstev in energije. Ekološko kmetijstvo je pravzaprav pa po večini kazalnikov že tam nekje na maksimumu oziroma na 80% zaželenih ciljev. Poleg te neambicioznosti pa se je zgodila še ena, po moji oceni, neresnost, drugače ne moremo oceniti, morda je zdaj še čas, da se kaj spremeni. Za ekološko kmetijstvo je alociranih v programu razvoja podeželja v okviru kmetijsko-okoljskega paketa 55 milijonov evrov. To je dovolj za pokritje subvencij, ki so namenjene ekološkemu kmetijstvu za obstoječe kmetije, ki so zdaj vključene za 3 leta. Kaj se bo zgodilo čez 3 leta, ali se bo ti zneski, ki so zdaj med 300 in 400 evrov na hektar, zniževali za vse kmetije, ne vem. Na nivoju nižjih uradnikov so mi rekli, ja, bomo pa potem iz enega drugega predalčka prenesli sredstva v ta del. Meni osebno se zdi neresno, da saj ne zaračunamo, če je cilj 55 tisoč krat, recimo 400 evrov krat 7 let, pa to cifro napišemo. Vse to bi človek nekako od resnih ljudi, ki nekako sestavljajo tudi finančni okvir, pričakoval. Ali pa povejmo resnico, ne, Slovenija ne podpira ekološkega kmetijstva. Pa se naj ljudje odločijo, ne. Najbolj tragično je pri vsem tem, da govorimo eno, delamo pa drugo. Za javnost je ena zgodba, ko se pa poglobiš strateške in pa dokumente vlade ali kogarkoli, je pa nažalost potem vidna druga zgodba. Kakorkoli, ekološko kmetijstvo je po mojem mnenju edini resnično trajnostno naravnan kmetijski pridelovalni sistem in mislim, da je ogromno tudi z tega vidika globalne trajnosti, ki upošteva in socialne, družbene in okoljske komponente tu naštetih razlogov, zakaj je zagotovo glede na prav našo slovensko specifično geografsko podnebno situacijo, glede na majhnost kmetij, razparceliranost kmetij, ekološko kmetijstvo tista najbolj prava ali pa pozitivna izbira, ko se odločamo o kmetijstvu. Dejstvo je, da ta trenutek, na konec lanskega leta, je samo 6300 kmetov bilo še pokojninsko in socialno zavarovanih kot kmetje. Vsi ostali imajo še neke druge vire prihodkov, lastniki kmetij. Lastnikov kmetij pa ste videli, je 74 tisoč. Kar pomeni, da tudi ti, ki niso 100% odvisni samo od prihodka iz kmetije, nimajo pravzaprav nobenega razloga, zakaj ne bi bolj smelo šli v preusmeritev v ekološko kmetijstvo, če je toliko teh prednosti, ki vam jih ravno kar naštevam. Vendar, seveda, ti ljudje imajo druge aktivnosti v tem jutranjem delu dneva in naš sistem dela z temi kmeti je tak, da se dejavnosti dogajajo od 7 do 3, ko neke javne svetovalne službe so v službi. In mi nikoli ne dosežemo te ciljne populacije, ki prideluje, ki bi lahko pridelovala ekološko, ki pa bi potem poleg tega znanja potrebovala še eno boljšo organizacijo za trženje teh svojih pridelkov, kajti tudi tu je ena naša pomanjkljivost, da v tržnem smislu tudi za potrebe ekološkega kmetijstva obstoječ sistem zadrug ni zadostno poskrbel in ta segment rabi še neke druge tržne poti. Seveda, ob dejstvu, da pa tisti, ki delajo v tem sektorju, so zagotovo bolj inovativni, imajo bistveno boljša socioekonomska izhodišča kot pa povprečje slovenskih kmetij in od teh kmetij se lahko tudi konvencionalne, take in drugačne lahko marsikaj naučijo v mnogih pogledih, ne samo v okoljskem pogledu. Ali ne bi ob teh makroekonomsko in mikroekonomsko pozitivnih učinkih energetske prenove stavb cilj 3% na leto
raje povečali. Vprašanje pa je, ali ocenjujete, da kapaciteta našega gospodarstva bi prinesla, ne vem, recimo 4 ali 5% povečanje, letno povečanje energetske prenosnosti. Težko je brez sredstev biti nekako zelo ambiciozen, kot veste, ne. Tudi lokalne, se pravi, ta cilj je, ko se direktiva delala, je bil mišljen za cel javni sektor, potem je pa se nekako v okviru pogajanja zmanjšal ta cilj. Tako da že zdaj v bistvu lokalne skupnosti zelo računamo samo na kohezijska sredstva in tukaj bo potreben velik preboj, da bomo v bistvu začeli z tako imenovanim energetskim pogodbeništvom in zasebnim kapitalom, ker dejansko javnih sredstev je premalo tudi za ta cilj, ne. Da bi bili pa tukaj še bolj ambiciozni, je pa potrebno zagotoviti sredstva in vemo, da pravkar v bistvu pripravljamo tudi uredbo o doseganju prihrankov pri končni rabi energije in tukaj prihajamo do velikih odporov industrije in pa v bistvu tudi politike, ker se v bistvu za vsak tak cilj je potreben, pač so potrebna sredstva in kakršno koli obremenjevanje gospodarstva in gospodinstva sedaj ni možno. Tako da v bistvu napram Evropske unije tudi ni smiselno biti, lahko smo v bistvu ambiciozni v okviru samega koncepta pa neke strategije, ne pa da bi napram Evropske unije, ker potem vsako neizpolnjevanje obveznosti prinaša kazni. V zadnjih 20 letih celo ustavne določbe, ki so zapisane, naša vlada ni uresničena. Kaj pa še ne državne razvojne načrte ali pa take predloge, kot jih razne taka združenja pošiljajo. V bistvu je naš osnovni cilj, da vladi sporočimo, da naj zaostri odgovornost in totalno uresničevanje teh dokumentov, ki jih je parlament in vlada sprejela. Ker če tega ni, je vse zastonj, karkoli je predlagano. In izkušnje kažejo, da noben od razvojnih, recimo, načrtov v Sloveniji zadnjih 15 letih ni bil resničen niti 20%. Moram povedati, da sem predvsem spremenil mnenje v Sloveniji, ko sem gledal odzune na Slovenijo. Zato sem tudi pripravil na njih 12 straneh in upam, da boste tudi objavili, kaj mislim, da je potrebno narediti. Se ne strinjam s kolegom Novakom o kapitalizmu in socializmu, da se mi to zdi pravzaprav dilema, ki je... Jaz sem živel v Švici in tam sem tudi delal. V Švici so se leta 1999 odločili na ljudskem referendumu, da zapišejo trajnostni razvoj v ustavo. In tista njihova ustava je prežeta od A do Ž, ne samo tu pa tam, tako kot je naša koalicijska pogodba ta nova. Ni treba to pošiljati na vlado. Prvi korak pred tem korakom, ki je tudi potreben, je seveda, da se vsa ta materija dobro zbere in dobro prezentira, kajti mnenja v tej dvorani so dokaj poenotena. In da se potem tudi, kar je slikovnega materiala, zbere in naredi. Martina Piskač je tukaj očitno večino stvari posnela. Kajti brez tega video posnetka stvari niso več tako dobro dosegljive za javnost. In tukaj bi lahko tudi pomagal. Treba je magnetogram narediti in seveda potem še sižeje. Temelj je pa to, kar je Dušan Plut tudi poudarjal. Temelj je v bistvu ne samo sprememba gledati celoto, ampak sprememba nekak posameznika. Zato mora biti obveščanje javnosti bistveno boljše. Če še zadnji stavek. Dejstvo je, da je osnova spremembe okolja v zmernejše, je to, da se tudi prenehajo vojne. Poglejte, same vojne so mogoče visoko oglično produktivne. Pa kdo se tu heca? Skratka, dejansko vse vrste trenj onemogoča vsako razvojnost, harmonizacijo in skupnostnost. Kajti prej ni govoril o socializmu, ampak o skupnostnosti, oziroma skupnost mora skrbeti za posameznika in posameznik za skupnost.